Danes bomo govorili o eni stvari v 3 točkah. Prvič, o načinu sprejema amandmajev Svetovne zdravstvene organizacije k mednarodnim zdravstvenim pravilom iz leta 2005. Drugič, o njihovi časovnici, v kateri je možno, kar je meni priostrilo uho, vložiti zavrnitev amandmajev in IHR 2005, zdravstvenega pravilnika. Tega vam nihče v Sloveniji še ni povedal, da je to možno zavrniti v skladu z njihovo zakonodajo. Tretjič, v času, ki je potreben, da sprejeti amandmaji po izteku časovnice pričnejo zakonsko veljati. Prva točka je bolj obširna, drugi 2 malo krajši, po 3 točkah pa sledi še obrazložitev vseh teh 3 točk. Torej gremo k prvi točki. Sprejem IHR 2005 z dne 27. maja 2022 na skupščini Svetovne zdravstvene organizacije sprejeti amandmaji in v teh amandmajih so sprejete tudi dopolnitve k predpisom IHR 2005, po katerih lahko vsaka država v času 18 mesecev po členu 59 iz Ustave WHO zavrne IHR, vključno z spremembami. Napiše se pismo WHO z notico in se ga naslovi na direktorja, da ne sprejemamo IHR 2005 in njihovih dopolnitev. Moje vprašanje vam vsem tukaj, kdo je to vedel in to slišal do danes? Noben. Okay. Super. Zdaj ste slišali in vam bom povedal, v katerem zakonu piše, ker sem ga zvrtal. 2 njihova zakona, ki to dopuščata. Kje pa je težava? Zdaj boste razumeli, zakaj tega nihče ne sliši. Kakšen trik so naredili? Magijo, čarovnijo. Težava je v tem, da sta suverenost in oblast izključeni iz recimo trenutno našega državnega zbora, iz parlamenta, recimo v tujini, iz kongresa, senata in povsod je oblast izključena. Ter se oblast in suverenost preda WHO-ju. Kje je problem? Kdaj so to naredili? Že katerega leta? Čakajte. In to vsak narod, iz vsake dežele in iz vsake države. S tem se prekine vez med ljudmi in med tistimi, ki dejansko pripravljajo in predlagajo spremembe k IHR 2005. To potem naši predstavniki o tem več ne odločajo, ker jih ni. Ampak odločajo eni ljudje, ki sploh mi za njih ne vemo. A vi sploh veste, da ima Evropa svojega WHO predstavnika in kdo je, kako mu je ime? Vam bom povedal, bo zanimivo. Glejte, torej gre za dokument z dopolnitvami, ki obsega več kot 300 amandmajev. O tem smo slišali. Ne? Oziroma dopolnitev iz vsake države k mednarodnim zdravstvenim predpisom. In kaj je zdaj tukaj novega? Tamle v tej knjigi so vse kopije, vsi štempli, vse, kaj je katera država predlagala. Jaz sem to pogledal, potegnil skupaj in tudi videl. Potem ne samo, kaj država predlagala, tako kot Rusija, ki je predlagala centralne punkte po vsaki državi, ampak jaz imam občutek, da so to orkestrirano naredili. Ko so rekli vsaki državi, dajte predloge, je vsaka država dala predlog za nek drug člen. Čudno, da se 2 državi nista na en člen usedli. To je meni interesantno. Ne? Če je 46 do 68 strani IHR in vsaka država se je za eno drugo stvar odločila. Po moje je to šlo vse orkestrirano, ampak ker to pride iz različnih držav, različna mnenja, rečejo WHO, države so se strinjajo, super, ampak mi na to nimamo vpliva. Zdaj pa kje je trik? Na tak način so kreirali povsem novo birokracijo. Poslušajte to, ki je bila ustanovljena že leta 1948. Kaj se je takrat zgodilo? Torej, kadarkoli se je katerakoli nacija pridružila United Nations in posredno WHO,
je s pridružitvijo takoj predala svojo suverenost in oblast United Nations, Združenim narodom. In sedaj, recimo, ljudje mislijo, govoril bom svojim državnim predstavnikom, recimo v parlamentu, kongresu, državnem zboru in tako naprej. In ti ljudje me bodo slišali ali pa nas slišali, bomo naredili peticijo, proteste, bomo na glas govorili in ti ljudje upajmo, da se bo kdo spomnil, a ne, po referendumu in po vsem tem na kakšen drug način, da bo kdo za nas zastavil besedo. Ampak takega človeka ni, take besede ni, minister za zdravje zagotovo, da ne, Pirc Musarjeva 100% da ne, pravica do necepljenja itak ne obstaja. Vemo, kdo so glavni liki Roberta Goloba in tako naprej, tako da nam je slika o naši državi in o naših oblastnikih, ki jim kot zaupamo, a ne, predajamo svojo suverenost njim, da bojo oni za nas kaj rekli, napačna predstava. In česar ljudje danes ne razumejo, da amandmaji, ki so jih v SZO sprejeli lansko leto, niso enaki novi pogodbi, sploh ne gre za pogodbo, niti ne gre za podpis pogodbe. To je zdaj hec k temu novemu dogovoru. Amandmaji so samo dodatek k že obstoječem sporazumom ali k obstoječi pogodbi in zato po izteku roka. Kaj smo rekli tukaj? 27. maj 2022, po izteku 18-mesečnega roka. Teh amandmajev ni potrebno potrjevati s podpisi, s pogodbami, ker se predvideva, če nihče nič ne naredi, da se strinja, no comment, brez pripomb. Ja? Nove podpisne pogodbe ni treba, saj so le dodatek, amandmaji leži k obstoječi podpisani pogodbi. Ok, Jugoslavija je bila UN, ko smo se razdelili vsak v svojo državo, je pa Slovenija v uradnem listu pristopila k United Nations, ne vem datuma, videl sem dokument pred 2 leti, ker sem se tudi s tem ukvarjal, in noter piše, da je Slovenija zdaj kot posebej članica United Nations. Ni od vsega začetka, ampak je. Se pravi, suverenost je že tam. Tako da od 48. leta se pa to dogaja. Potem, ne? Tudi recimo glasovanja v parlamentih, kongresih, senatih ne bo za IHR, ker ni potrebno. Ker gre samo za dodatek. Razumete, ne gre za novo pogodbo. Ok. Razumete poanto, trik, dobro. Namreč struktura, po kateri ta zadeva deluje, je zgrajena in mišljena tako, da se predvideva, da se vse države in posredno ljudje s tem strinjajo in vse, kar je v amandmajih, da se sprijema. Gre za tiho sprijetje, ki je samodejno odobreno. To, kar so delegati davnega 48. leta, pa rečemo za Slovenijo, jaz sem tudi videl podpis jugoslovanski, ampak za Slovenijo tudi vem, da je dodano, a ne, potrjeno malo drugače, kar je že sprijeto in se sedaj le nadgrajuje in dograjuje. Črta. Razen, če se vse, kar smo sedaj našteli, proaktivno zavrne. Kaj je to proaktivno? Zdaj pa poslušajte, kaj pa je proaktivno. Vse bom povedal. Imate proaktivno, aktivno in pasivno. Tukaj nas reši samo proaktivno in tega ljudje ne vejo. Proaktivno zavrnitev omogoča 61. člen IHR 2005. Tam je IHR, 61. člen, če ga imam tle, tukaj, da boste vedeli, zakaj gre, je fajn, tam je v angleščini, mislim, da sem ga jaz, tle, 61. člen, zavrnitev. Če država uradno obvesti generalnega direktorja, ne WHO, generalnega direktorja, o svoji zavrnitvi teh predpisov ali jih zavrne, teh predpisov mislijo na IHR 2005, v roku določenem v prvem odstavku 59. člena ti predpisi ali zadevna sprememba ne začnejo veljati za to državo. Vsi mednarodni sanitarni sporazumi ali predpisi našteti v 58. členu, katerih pogodbenica je taka država, ostanejo v veljavi, kolikor zadeva to državo. Zdaj, kaj to pomeni?
To je zanimiva stvar. Če ni glasu proti, avtomatsko velja. Kdo pa lahko da glas proti? To je zdaj zanimivo. Oseba, ki je pooblaščena, da komunicira z javnostjo. Ok? To so uradne osebe. 99. člen Kazenskega zakonika določa, kdo so uradne osebe, pa si tam pogledajte. Ko pa pogledate zakon o društvih, se pa ve, da je predsednik društva v odločbi piše, kaj piše? Z neomejenimi pooblastili. Večjimi kot Pirc Musar ali pa predsednik vlade. Predsedniki društev imajo večja pooblastila, ampak kje je problem? Problem je NVO, ker jih plačajo in potem delajo kot podaljšana roka za državo in zato jim omejijo s financam besedo. Okay? Ja, to so NVO-ji, nevladne organizacije. Potem so specializirana društva, ribiško, športno, skakalno, strelsko in on ima samo to. Ljudje božji, naše društvo, kam sem dal? Si lahko poveš. Okay. Če pogledate člansko izkaznico, kaj je naše poslanstvo, je noter jasno. Društvo spoštuje naravne zakone in matematično logiko. Če tega ni, ne rabi spoštovati zakonov, ki niso v skladu z naravno logiko in z naravnimi zakoni in matematično logiko. In to, o čemer govorim, to ni. Ker pa je predsednik, predstavnik, izvoljen društva, uradna oseba, ki lahko komunicira ne samo mednarodno, ker smo v Evropski uniji, ampak tudi drugače, je predsednik društva, ki pošlje pismo direktorju WHO s polno pravno veljavo za člane društva, ker mi imamo pa svojo ustavo in ta ustava je naš statut, potrjena strani države, konc zgodbe. Naši člani, ki so člani, ki ste člani, ki smo skupaj, na tak način, na podlagi tega, zdaj lahko rečemo, da lahko naše društvo z uradno osebo proaktivno zavrne IHR5 z vsemi 300 amandmaji, direktorju se pa pošlje kartica, vsakdor se izkaže s to kartico direktorju WHO, je nedotakljiv, ker tega vašega ne priznava in mi smo proaktivno izstopili. Kako bomo to naredili? Moment. Smo rekli, kaj to pomeni. Zadeva je obrnjena na glavo. Namesto, da naš vladni ali katerikoli vladni predstavnik katerekoli države podpiše in potrdi sprejetje amandmajev, ki so jih sprejeli 27. maja 2022 na skupščini Svetovne zdravstvene organizacije, je potrebno obratno. In sicer nekdo iz vlade mora pisati, da se z IHR 2005 in sprejetimi amandmaji ne strinja in jih ne sprejema. Namreč skupščina SZO ni bila mišljena kot skupščina, marveč bolje, če jo imenujemo kar neko okvirno srečanje ali neformalno srečanje Svetovne zdravstvene organizacije, kar vse kaže, da je temu tako. Okvirno srečanje pa pomeni samo podaljševanje že nečesa obstoječega. Iz zgodovine se učimo, da so nekaj podobnega naredili, če se spominjate konvencijo za nadzor nad tobakom leta 2003. To je bila testna poanta in to je šlo skozi brez problema. Za tobak so naredili isto varianto, ampak vrnimo se k amandmajem, ki so jih lansko leto sprejeli. Ugotovili smo, da obstaja 18-mesečni rok, ko ima vsaka nacija na svetu možnost, čisto preprosto, možnost, da enostavno reče ne. Nihče od naših tega ne bo naredil, zagotovo, da ne bo naredil. To siguran, da ne. Vendar mora to storiti jasno in glasno in v pisni obliki. Ja? Moraš ne samo čakati, da bojo oni tam nekaj podpisali. Mi moramo to narediti. Nekdo od nas v Sloveniji mora torej napisati pismo generalnemu direktorju, ne WHO, generalnemu direktorju, piše v zakonu noter. Česa generalnemu direktorju? WHO, ja. Gabriel Jezusu. Tedrosu. Piše generalnemu direktorju. Se pravi, ti ne moreš pisati WHO, ker si zgrešil point,
ampak moraš njega nasloviti, pa VHO. Osebno. Ja, piše v zakonu noter, ja. Ja, in če tu fališ je konc, ne, da se IHR 2005 s prijetimi amandmaji ne strinja in jih zavrača. Naj bi to nekdo naredil v državi. Ampak tega od naših slovenskih, ki se s tem ukvarjajo, Ni za pričakovati. ne. Kot imajo to določeno, pazite, vlastni zakonodaji in s tem je zadeva za tistega, ki tako pismo napiše, zaključena. Zaključena. V roku, če to narediš. Izgubili smo že 12 mesecev od 18, ker nihče ničesar ne naredi. Ker ne vejo, kako in kaj, ker ne vejo, kje je keč. Nastala je popolna medijska tišina. O tem se ne govori. Nihče o tem na tak način ne govori, nihče tega ne pojasni, kaj šele, da bi katerikoli od državnikov to razumel in naredil pisni izstop za vrnitev in s tem zaščitil državljane, ljudi in nacije. Nihče na svetu. Ker imamo v glavi, da se pogodba podpiše. Ni v glavi to, da ti oni nekaj povejo, pa če se ti ne pritožiš, da šele takrat zavrneš. Ne, mi čakamo, rečemo, daj ne podpisati, kaj ne boš podpisoval, oni so že sprejeli konc zgodbe, zdaj si v zakonu konc zgodbe in to je zdaj, gledajte, ostalo nam je malo časa, slabe 4 mesece. Nekatere nacije in narodi so naredili samostojne peticije. Naprimer, Tess Lori v Združenem kraljestvu je naprimer izvedel peticijo z namenom, da se mora o tej zadevi razpravljati v njihovem državnem zboru. Če se spomnite, Anglije so o tem že razpravljali v državnem zboru, ampak je bilo vse ignorantsko. O tem je treba govoriti, ker molk, kot smo ugotovili, predstavlja pristanek. Privoljenje, tako je. Molk po njihovem razumevanju in kot so stvari nastavljene, smo ugotovili, predstavlja strinjanje in tihi pristanek na njihovo igro. In tu je razlika. To je tista razlika, ki jo ljudje ne morejo razumeti in je ne morejo doumeti in so začarani v svojih možganih. Ljudje smo ves čas bili usmerjeni na podpis nečesa, pogodbe strani državnega predstavnika, zato nam govorijo, da nihče ni ničesar podpisal. Ko mi rečemo, zakaj ste to podpisali z VHO, pa oni nam odgovorijo, vse noben nič ni podpisal. Drži, res niso podpisali nič. Mi smo vsi, nekdo govori, ja, minister zdravja je šel v Bruselj, pa je podpisal, nič ni podpisal, ker mu ni treba. Ok, zanimivo, ne? Modro narejeno. Zelo pametno. Ja, to so triki, to je čarovnija, ne? Obstajajo podrobnosti, ki na to dejstvo, kar sem zdaj povedal, nakazujejo vse smeri, kot smo v tem uvodnem delu videli. Pri sprejetju in podpisu pogodbe gre namreč vedno za to, da se pogodba pregleda, predebatira v javnosti, ugotovi se, kaj ljudje o taki pogodbi mislijo in šele na to se te pogoje predebatira, pristane in podpis je tisti, ki se strinjajo državljani, inštitucije, rečemo, ok, gremo to in se pogodba mednarodna podpiše. To je bila pot. Vedno je tako bilo, mi smo tako navajeni. Ne? Ja. Toda, tokrat je drugače in pri sprejetju teh amandmajev uveljavljajo ta drugače. Ne gre torej za podpis pogodbe, ampak za proaktivno, to bomo zdaj bolj povedali, izražanje nestrinjanja za akcijo in to direktno v roke direktorju VHO. Če tega nekdo ne stori iz države, vlade ali druge državne ustanove ali javne organizacije, avtomatično začnejo amandmaji veljati po izteku 18-mesečnega roka in sedaj nam je ostalo le še slabe 4 mesece z možnostjo proaktivne reakcije za zavrnitev IHR. Točka 1, konc. Točka 2, časovni iztek rokov, zdaj smo pa pri roku. Torej, to je to. Proaktivno moramo mi biti v akciji. Zdaj so nas naterali, da se moramo to učiti. Časovni rok za vložitev smo rekli je 18 mesecev, skladno s členom 59 iz Ustave VHO. Ustave VHO imam tudi tukaj, ampak tukaj, verjemite mi, da piše notar, sem šel gledat, printat, prevesti. Konec novembra letos se izteče rok. Če smo zdaj julij, avgust, september, oktober, konec novembra. Dobre 4 mesece. Ne? Ob tem bi omenil nekaj, o čemer nihče ne govori. Namreč, Bidenova administracija, kaj so naredili, da boste vedeli, kaj so hoteli nam pripraviti, je k amandmajem za IHR predlagala, da se člen
člen ustavi iz WHO za 18 mesecev in da se skrajša na 6 mesecev. In ker se je Indija takrat uprla, če se spominjate, to ni šlo skozi, ampak v naslednji rundi, po teh izteku 18 mesecev, so se zdaj zmenili ne 6 mesecev, ampak 10 mesecev, iz 18 na 10. In še hujše stvari. In o tem niso nikjer govorili, mediji o tem niso nič poročali, povem vam iz prve roke, da je tako. Zdaj imamo še 18, se pravi, te 4 mesece nam je ostalo zaradi Indije, pa zaradi Afrike, ko so se uprli. Ne? Pa zdaj se pa ne odpirajo več. Ne, seveda. Zdaj pa tako, smo rekli na 6 mesecev. In ta amandma ZDA je bil popolnoma zanemarjen, izpuščen. In nihče o tem predlogu ni govoril ali ga omenjal. Amandmaja tudi niso dali na glasovanje ali kaj podobnega, ne v državi, ne v United Nations, ne nikjer, tiho, kot da ne obstaja. Vendar pozor, nekje v sredini leta 2022 je bila skupščina, ki so se je udeležile nacije ZDA, Evropska unija, Združeno kraljestvo in so k amandmajem dodali en drug sklop amandmajev, 3-4 strani so tudi spretane tam noter, v členih in v 5 členih je glavna sprememba oziroma predlog, ki se nanaša na spremembo člena 59 iz mednarodnih zdravstvenih predpisov, iz zdajšnjih 18 mesecev na 10 mesecev. V 5 členih je samo en stavek noter in če ne prebereš pozorno, ne vidiš. 10 mesecev bo, ko se bo zdaj iztekel novembra 2023. 6 mesecev po tej potrditvi, ko se 18-mesečni rok izteče, 2014, ljudje božji, 24 je konc zgodbe, ker po 6 mesecih prije vse skupaj veljavo. Zelo natesno smo. Ok. Dobro, najprej so skušali skrajšati, smo rekli, na 6 mesecev, na koncu so se dogovorili na 10. In zdaj si zamislite, če bi to sprejeli lansko leto, 27. marca 2022, bi bilo že konec. Ampak na srečo božjo je bil nekaj 22. marca 2022 kongres, pol so pa to sred poletja in se jim niso mogli za nazaj postaviti. Malo so zamešali, malo se jih je tudi vse skupaj, Bogu hvala, da je bilo tako. Da bo mera polna, so spremenili tudi časovno obdobje 24 mesecev na 12, ki je potreben za začnejo spremembe polnopravno veljati in imajo tudi pravno zavezujoči učinek. Sreča v nesreči je, da so v tej zadevi spregledali vrstni red obravnav. To, kar sem rekel. Če bi torej bila ta obravnava pred prvo, bi že zdavnaj zamudili vse možne časovne roke in bili fajn pečeni. Tudi proaktivna zavrnitev v tem primeru ne bi veljala. Tako da predlogi, ki smo jih dali zdaj za časovno skrajšanje, stopijo v veljavo šele v drugem krogu teh 10 mesecev pa 12 mesecev amandmajev, v drugem krogu. Vsemi temi podrobnosti, ki jih trenutno sprejemajo z amandmaji in ki pač predlagajo različne države. Toda tukaj je pomembno razumeti. To neizbrano, neodgovorno in nepoznano telo, ki se sestaja v Ženevi in imajo naše državno pooblastilo, posredno državno pooblastilo, s katerim to telo odloča o naših življenjih, o mojih otrocih, o tebi, s predpostavko, da se s tem strinjam. Vkolikor teh predlogov proaktivno ne zavrnem. Zdaj moramo namesto njih delati mi. Oni delajo, ampak moramo tudi mi. In če ne naredimo ničesar ali če zamudimo rok, se omenja, da se z njihovimi odločitvami strinjamo. Ok. Tukaj je zdaj v našem primeru predsednik društva, ki na podlagi odločitev sprejetih na občnem zboru, ki so v skladu z našim statutom oziroma ustanovno listino, lahko komunicira z javnostjo in z mednarodno javnostjo. Tudi s pismom zavrnitve, ki ga predsednik društva v imenu članov uradno pošlje Tedrosu na sedež v Ženovu, se pravi direktorju Svetovne zdravstvene organizacije. Zavedati se je treba, da je ta kognitivna razlika med podpisom pogodbe in med pismeno zavrnitvijo problem, ki ga marsikdo ne razume in za katerega je potreben izreden, miselen, dejaven napor, da se ga izvede. Ja. Veste, koliko sem mogel razmišljati, pa zakaj, kaj je treba to narediti?
Treba je reči ne, ampak ne našemu politiku. Pa ne na cesti. Napisati je treba tja. In tega ne vejo ljudje. Pa še je vprašanje, če bo sprejeta. Ne. Ko daš, je njihov zakon jasen, naš zakon je jasen, konc zgodbe. 5000 ljudi je out, 5400 in še nekaj, razen zdaj, ki so se še nekaj izpisali, ok, ampak to je njihova stvar. Vam povem, kaj se bo zgodilo. Nisem jasnovidec, ampak zadeva bo zanimiva. Ker naše društvo ni strelsko društvo, ni fuzbal društvo, ampak je društvo za srečno življenje, v katerem rabiš pogoje, ki so potrebni za srečo. Okay? Unih zakonov pa ne priznavamo in to so taki zakoni, ki nam kvarijo srečo. Dobro? Zanimiva zadeva. Ko govorimo o kognitivni disonanci oziroma o obratni logiki sprejemanja odločitev amandmajev za IHR 2005, se pogosto poraja napačno razumevanje. Ne? Ljudje smo navajeni, da mora vsako stvar nekdo odobriti, nekdo drug mora za nas to narediti, pa temu ni tako. Sami moramo stopiti skupaj, se pogovoriti, odločiti in odločitev sporočiti tistim, ki menijo, da lahko v našem imenu odločajo. Ko to storimo, vzamemo življenje v svoje roke, smo suvereni in odgovorni za lastno življenje. Nihče zavrnitve zdravstvenih pogojev, kot smo jih v času COVID-19 ukrepov doživeli skozi različne državne odloke, ne bo zavrnil namesto nas. A smo uspeli? Jaz mislim, da smo v društvu, o tem ne govorijo, ampak besni so pa korisi na nas. Točen vejo. Jaz bi danes že 100krat za zapahi bil, če bi bila kakršnakoli goljufija, v katerih mediji pišejo goljufija, oni list, to je goljufija. To piše neumen človek, ki je plačan za to, da to piše in nima blage veze, kaj piše. Ampak to v takih časih zdaj živimo. Ne? Dobro, naša tišina pomeni pristanek in to tišino bomo preglasili z javno zavrnitvijo IHR 2005 in vseh predlaganih amandmajev oziroma predlogov, ki jih sprejemajo za in v imenu našega zdravja. Do moje kože sem jaz. Od moje kože naprej delite, kar hočete. Ja? Težava je v tem, da tega nihče ne pove ljudem na glas. Nihče ljudem tega ne pojasni. Jasno in glasno. Kot to počnem zdaj jaz tukaj. Ampak jaz sem zato kriv, oprostite, da sem se do tega dokopal. Ne? Velik ur in noči. Ja? Ampak sem spravil skupaj. Predsednica država, ki navija za cepljenje, češ da pravica do cepljenja ne obstaja, tega ne bo storila, smo rekli. Predsednik vlade, predsednik vlade, katerega politični vzorci so papež Frančišek, direktor Svetovnega gospodarskega foruma, njegov glavni svetovalec in kreator digitalnega reseta, gospod Yuval Harari, ter Greta, ki navija za podnebne spremembe, tudi ne bo zavrnil mednarodnih zdravstvenih predpisov. Nihče iz slovenske državne uprave, še najmanj pa minister za zdravje. V odstopu. Namesto nas nihče namesto nas ne bo tega pisal. Kar pa je najbolj žalostno, da o tem z ljudmi nihče iz državne uprave ne komunicira in noče komunicirati. In vprašanje je tudi, kaj sploh o tej stvari vedo, koliko vedo in če sploh vedo. Ampak ti si mi rekla, da vedo. Prej si rekla, da vedo skript, da vedo, kaj je napisan. Ne verjamem pa, da vsi. Ne? Sedaj pa sploh, ko so cepljeni in imajo vsi državni upravi brez izjeme dodatno poškodovane možgane in druge dele telesa. Ja? Zato se ne bi radi cepili. Zdaj smo na točki 3, to je zdaj bila časovnica. Točka 3. Zdaj gremo k 3. točki. Po 18-mesečnem poteku roka in po sprejemu pa je rok 6 mesecev, po katerem bi ti sprejeti amandmaji pričeli zakonito veljati. Cirka aprila 2024
Začelo se je 22. marca, ampak tam bojo pol aprila začeli virusi skakati, ne vem, z lipe, vsakega oblaka, ne vem kakšni, pustimo. Vprašanje za člane. To je 3. točka. Evo, ali se strinjate, da Društvo za srečno življenje Belis proaktivno prekine tišino in glasno zavrne VHU amandmaje in IHR 2005 z vsemi amandmaji? Ja, meni da. Dragi moji, dajmo proaktivno zavrnitev, kaj pomeni, smo se prej vprašali in zdaj pa tole je zanimivo. Proaktivno zavrnitev je ukrep ali dejanje, pri katerem oseba predvidi ali prepozna neželene posledice ali situacije ter se zavestno odloči, da se jim izogne. To je logično. Gre za preventivno ravnanje, ki temelji na prepoznavanju potencialnih tveganj ali težav ter sprejemanju ustreznih ukrepov, da bi se izognili morebitnim negativnim posledicam. Mi moramo to narediti, da bi se izognili negativnim posledicam. Proaktivna zavrnitev vključuje predvidevanje prihodnjih dogodkov, analizo možnih scenarijev in sprejemanje odločitev, ki omogoča preprečitev težav oziroma ohranjanje pozitivnega, zdravega, tekočega stanja. Oseba, ki izvaja proaktivno zavrnitev, prevzema odgovornost za svoje ravnanje in se aktivno vključuje v proces preprečevanja težav in škodnih dejanj. To je proaktivno. Ta pristop se pogosto uporablja v različnih kontekstih, kot so poslovno upravljanje, osebni odnosi, zdravje in varnost. Vsi to počnemo, ampak ne vemo, da se temu tako reče. S proaktivno zavrnitvijo posamezniki prevzemamo nadzor nad svojim življenjem in si prizadevamo za doseganje najboljših rezultatov ter preprečevanje morebitnih težav, namesto da bi se odzivali na težave, ki se že pojavijo. Pomembno je omeniti, da proaktivna zavrnitev ni enaka kot pasivna ali reaktivna zavrnitev. Medtem ko se pri pasivni zavrnitvi oseba ne odziva na težave ali tveganja, se pri reaktivni zavrnitvi oseba odzove na že nastale težave. Nastala škoda. Tako. Torej, proaktivna zavrnitev pa se nanaša na predvidevanje in preprečevanje težav, preden se sploh pojavijo. Gledal sem gospe Kambičeve objavo, kjer objavlja zelo blizu, zelo dobro, ampak ona govori o aktivni udeležbi. Torej, aktivna udeležba so vabila, so to, ne, proaktivno je treba narediti, to je čist drug pristop. Se pravi, moraš odrezati vse špage, moraš... Preventivno narediti vse, da je... Ja. Ampak je blizu, gospa je zelo blizu. Ampak ni to, ne. To se pravi, gledajte, proaktivna zavrnitev pa ni nujno, da zavrne ljudstvo, govorimo zdaj o IHR-ju v tej zavrnitvi, da zavrne v VHO ljudstvo ali državni zbor, ki ima za to pooblastila. Državni zbor na način naredi. Zdaj poslušajte, takšno zavrnitev po zakonu VHO in IHR lahko pisno izda katerikoli vodja znotraj nacije. V primeru Društva za srečno življenje Belis je to predsednik društva. Za člane, to, kar imamo po naši ustavi, neomejena pooblastila in za komuniciranje s katerimkoli politikom ali s katerokoli vlado v svetu, ker naše društvo ni omejeno. Okay? Prav tako z generalnim sekretarjem Svetovne zdravstvene organizacije. V določenih državah so te zadeve rešene drugače kot v slovenski zakonodaji. Direktor, samo njemu. Čeprav je zadeva, pazite, zakonsko je zadeva jasno napisana, kdor zakone razume in jih bere, obstajajo represivni odnos do društev v Sloveniji. Izjemno represiven odnos do društev in do drugih skupin, ki nimajo z strani države priznanega, bom rekel, statusa nevladne organizacije. To pa pomeni, če nimaš statusa nevladne organizacije, da od države ne dobivaš navodil, denarja in drugih stvari, oziroma od ministrstva nimaš pridobljenega statusa, ki bi bil za, oni rečejo, javno dobro. Ampak vi morate vedeti, da vsako javno dobro se financira iz davkov.
Ko pa si ti financiran iz davkov, zapadeš pod državno oblast in to so NVO. Mi nič tega nimamo. Naše društvo ne. In deluje v javnem interesu in ne zgolj v interesu društva in njegovih članov kot takih. Noben NVO ne dela za dobro člane, ampak dela za dobro države in država mu to plačuje. Lahko imaš društvo s 3 člani in so 3 pižleki, ki dobijo po 300 milijonov in oni vsak, ne vem, pišejo nekaj, ne vem, kaj za koga in tam dobijo ta denar. In oni delajo javno dobro, ker jim je to zmenjeni so med sabo. In to je pranje denarja največ skozi društva. Pa ja, 8. marec inštitut kaj dobrega naredil. No, ja, oni so, ja, Nič zaposlenih, tako nima gre. Bravo. ja, Sem preveril. Nič zaposlenih. nič za, A tudi ja, res, Nikice ne. ne, A tudi Nika ne. ne, ni za, ne. A ja, Nika je zdaj... Ne, oni so dobrodelni, oni so, veš, Ja, Neutralni. ampak čist neutralni, ne? zdaj pa kaj se zgodi, ko govorimo o kognitivni disonanci. Je najpogostejši izgovor, češ nekdo bo moral naš dokument v državi potrditi. Kognitivna disonanca je, da jaz rečem, jaz rabim potrdilo od nekoga, da mi nekaj dovoli. Se pravi, jaz pridem k enemu uradniku, mu dam svojo suverenost, da on meni potrdi in potem že, joj, pa mi ni potrdil, jaz sem ves Bog in čakam. Ne rabimo Imaš nobenega. kaj čakati. Koj klina, kdo so ti ljudje? Srečko Ti ljudje so zato, da dan, ko ti priješ temu, ti rečeš, to mi naredi in on ima to za narediti, ker ga jaz za to plačujem. Zato, da če smo zmenjeni, da so pravila za neko dokumentacijo, recimo za osebno izkaznico, za prometno, za vozniško, pa za to greš tja, naredi, ampak ne me zdaj na podlagi tega zafrkavati ali pa iskati ne vem kaj. Lahko jajce. Ja, seveda, ne. To so kognitivne stvari. Ja, glejte, kognitivna disonanca, ne, ko ti pričakuješ, da bojo pogodbo podpisali, pa ne veš, da moraš ti reči ne in pričakuješ, da bo nekdo drug ne. In to je ta obrat, ki je zelo težek. Ja, ampak zakaj moramo mi zaprositi za dokumente? Za vsak dokument moraš zaprositi. Zaprositi. Na našo željo nam ga dajo. Osebno naredijo, Ja. ampak ljudje pa mislijo, aha, jaz pa moram imeti osebno. Pazi, so naredili, ja, brez osebne ne moreš bančnega, to je kot QR koda. Če se registriraš, lahko hrano kupiš. Ti lahko bančni račun, ampak moraš imeti osebno. In kaj boš naredil? Čakaj. Z osebno ali z davčno, vseeno, pasušom. Za vozniško vse delo. Vse lahko, ampak ti moraš en dokument imeti. Dokument moraš pa imeti. Ja, in ker ga moraš imeti, ga greš delati. In ga greš delati svobodno. In kaj piše v zakonu o osebni izkaznici? Stranka sama zaprosi. Za vse, razen pred davčno pa dobiš, ko se rodiš. Ne? Okay. Se pravi, če se naredi tak pristop, to pomeni samodejno sprejetje in pristanek na njihovo igro. To pomeni, da je tišina ali nedelovanje tihi pristanek, da se ne ponavljamo, ali kot rečejo konsenz oziroma strinjanje, ali če želite pristanek, kolikor glasno izrečeš ne. Moraš reči ne, ne pa tiho pristati. Oziroma v primeru Republike Slovenije smo rekli za predsednico, lahko naredi zavrnitev, če ji predlagamo, ali premier, če države, če reče ne, je to pač ne. Potem bo IHR pravilnik z vsemi sprejetimi amandmaji in sprejetimi enostavno potrjen, ker smo ga sprejeli. Če nekdo ne reče ne. Nažalost, predsednica, to ne bo nič od tega. In zdaj, kdaj ti amandmaji stopijo v veljavo? Nekateri državljani in voditelji skupine enostavno rečejo, jaz že ne bom poslušal, ko bo to prišlo v veljavo teh navodil, niti se jih ne bom držal, a v tem primeru tak odnos ali pomeni kršitev zakonodaje, a to pomeni kršitev zakona, če se nekdo tako obnaša. Ja. Seveda, ker jaz sem tudi rekel, klinci, gledaj, jaz se že tega ne bom držal. Ampak potem sem rekel, počakaj malo, človek, nič ne boš s tem naredil. Samo na njihovo vižo to hočejo in to pričakujejo in to želijo. In ti si svoje izrekel in zdaj ti je lažje. Pa oni naredijo, konc zgodbe in te zaklenejo. Ne? Pri tem je potrebno ločiti dvoje. Prvič, možna je peticija, o tem govorimo zdaj o teh protestih, na pravilnik z amandmaji, če bi prišlo do referenduma, pride do javne razprave in do možnosti sprememb te amandmajske situacije, vendar se zdaj pa novem niti ne more več za zdravstvene zadeve narediti peticije.
po ustavi, je prepovedano. Peticije ne moreš več v okviru financ in zdravja več delati. Drugič, v mislih imam spremembe, ki so bile prvi objavljene nekje sredi decembra 2022. Zdaj tu treba ločiti dvoje. Vrnimo se malo nazaj, da bi razumeli sploh, zakaj gre. Maj 2022 so sprejeli spremembe in dopolnitve v skupščini, o kateri smo govorili na začetku te prezentacije. In takrat je Svetovna zdravstvena organizacija sprejela tudi načrt za spodbujanje drugih narodov in jih spodbudila, da ažurirajo, to, kar smo okoli poslal, in dopolnijo predlog mednarodnih zdravstvenih predpisov IHR 2005 do 30. septembra 2022, kar so tudi storili in jaz sem to našel, ni problem, je vse na internetu in sem dal knjigo in noter so podpisi in vse to je tam. Tako rekoč so poslali to vsem narodom. Zdaj pa poslušajte, narodom so poslali vsem WHO in tisti, ki ne odgovorijo, in Anglija ni odgovorila, zato ker se strinja. Počakajte malo. Tisti, ki so pa odgovorili tako, da so samo popravek naredili. Noben pa ni rekel, da se ne strinja. To je ta kognitivna disonanca, ne? Ok, zdaj, decembra so amandmaje objavili in o tem smo se v društvu tudi pogovarjali. Jaz sem o tom posebno temo na to. Čeprav ne o vseh 307 amandmajih, vendar je bilo glavno vprašanje, kakšen učinek bodo sprejeti amandmaji imeli na naše življenje. Jaz sem govoril učinek. Sem povedal prečrtane človekove pravice, pa se spomnite. Kako se bodo izvajali, ali nam bodo vzeta suverenost človekove pravice in skratka o tem smo govorili. Pravi odgovor na vprašanje je podoben odgovoru, o katerem smo že govorili pred dodatkom, ki je pa prišel iz Rusije. Dodatek iz Rusije, ruska država, noter si lahko pogledate, kaj piše. Problem je torej moč potrditve, moč nepotrditve, kar pomeni odobriti ali ne odobriti, ali jih celo zavrniti, kar bi škodilo ljudem, ki bi jim bilo odvzeto, kot tudi njihovim predstavnikom in bi bil preusmerjen neposredno v vlado v večini držav. Verjamem, da se to ne bo zgodilo, nobena vlada ne bo rekla ne, oni so samo ali so tiho ali pa so napisali spremembo. In verjamem, da se ne bo zgodilo, da bi katerikoli parlament v svetu pregledal mednarodne zdravstvene predpise, to sem povedal, kaj se je prej z mediji zgodilo, in te dopolnitve s 307 amandmaji in jih potem celo glasoval v kakšnem državnem zboru, ali da bi se to na kakršnem koli način zgodil, kakšen referendum ali kaj podobnega, če ravno o tem skozi govorimo, podpišite. Basta, nič, brez veze. Vse je spremenjen, ta svet zdaj funkcionira, nismo več v tisti realnosti, vse je drugačno. Ampak treba je torej odkriti to tančico. Glejte, Rusija, bom povedal samo 1, 2, 3 primere. Rusija je predlagala 4. člen IHR, dokument, ki vsebuje 197 strani, ga lahko prebrskate, najdete noter, boste našli pod rubriko Rusija, ker boste videli, da v primeru, če bo amandma sprejet, da bi tak način zahteva od vsake vladne nacije oziroma države, da sprejme zakon ali morda uredbe, katerega izmed ministrstev ali agencij, ki bi to lahko postal izvršni zakon. Torej države bi morale sprejeti poseben zakon, v katerem bi bili sprejeti in zavezani mednarodni zdravstveni predpisi za srednjo točko. Recimo pri nas je to NIJZ, v NIJZ je WHO že noter, mi tako srednjo točko v bistvu že imamo. Kakšne države pa tega še nimajo? Ker mi smo bolj papeški od papeža v Sloveniji. Ja, to je pri nas vse zrihta. Naj vam povem med vrsticami, ne bi tega rad pozabil vam povedati, kako zares gre. Teh 307 amandmajev je zdaj v pojcu. Države so poslale, oni so naredili suma sumarom, zdaj o tem se pogovarjajo, čez slabe 4 mesece to izteče in ko se to potrdi, še 6 mesecev in pol pride v veljavo. Ampak, dragi moji, problem pri vsem tem je ta resnost, ko je treba narediti nekaj. Treba je stopiti ven, treba je narediti. Jaz mislim, da tu imamo to možnost, pa če ne drugo, da jih spravimo v eno tako kočljivo situacijo. Ker je vse po njihovo, mi bomo vse po njihovo naredili. Ja. Ampak proti njim.
Ne, Ja, za ne, naše ne. dobro, ne proti njim, nič proti njim. Ne, mi imamo naš zakon pravi pa tak, mi smo v roku naredili, obvestili smo vas, izstopamo, ne priznavamo, konc zgodbe. Mi ne. To, ampak to je treba narediti, kratek dokument, jim to tja dostaviti in konc zgodbe. Mi bomo kar rekli, ker imamo člane iz 31 držav, da naš svetovni pristop je pa zdaj tak. Torej, za vse naše člane, tudi kdor se bo naknadno včlanil noter, za njega avtomatično velja za člana društva to. Tako kot velja za pričlanitev v UN, pa k njim, tako velja tudi za nas. Ista pravila, ista zgodba, kom bo bolje. Cilj je dati njim razmišljati, pa cilj je povedati, da nekdo pa lahko reče temu ne. In po zakonu lahko to reče. Imamo pravico. Ne pravico, dolžnost imamo zdaj, celo dolžnost zaščititi Pravica naše in člane, dolžnost. ker nam statut ustava tako govori in nalaga. Ne? Zdaj, če bi jaz bil tiho, pa neč rekel, koliko si pa malomaren, ker bi nekdo drug se mogoče to spomnil. Ampak jaz sem šel brati to, pa on se rekel, čakaj, jaz moram to narediti. Sem dolžen narediti. Po funkciji, kot z Iviljano skupaj, ko smo to kreirali, kot ustanovna člana društva, dolžen si to narediti. Z vsem spoštovanjem do vsakega. Ne? Mihajl, dovoliš eno vprašanje? Prosim. Odprla sem. Ja. Ja. Opozorila v sili za zdravje, opozorila v izrednih razmerah v zdravstvu vsebujejo informacije o trenutnem humanitarnem kontekstu. In tako dalje. A boste vedeli, kaj je humanitarni kontekst? Kaj bi bil lahko tle? To ni človekove pravice, več se ne Seveda ne. govori. Vojno stanje. Humanitarno stanje je vojno stanje. Ja, pa mislim, da ga bojo kar malo naredili. Vse je skozi. Vse skozi. Kaj pa, Uradno še ne. da nadaljujem, da to zaključim. Osrednje točke, ne? Kaj se potem dogaja, zdaj poslušajte, kaj se dogaja. Kje je pa zdaj največji trik teh osrednjih točk? Ko so to zdaj preplavili? Osrednje točke z zakonom bi bila neka vrste, v neki državi bi se skozi to točko objavljale epidemije oziroma pandemije na domačem terenu. Ja, ta centralna točka pa bi morala biti, pazite, 24/7 v komunikaciji s Svetovno zdravstveno organizacijo. V primeru težave in lahko bi prišlo do svetovne težave, zmeri je lahko problem. Ja. Glejte, bodimo realni. In vkolikor se pojavi nek patogen, ne patogen, ne, ali masovno širjenje kemikalij, kar se tudi lahko zgodi, ali recimo obsežna radiacija, ker ni izključen, 5G vključijo in si v radiaciji, ne, ali kaj podobnega, Pa chemtraile vsak dan. da bi lahko nemudoma opozoril Svetovno zdravstveno organizacijo, ta lokalni center in Svetovna zdravstvena pa potem po celem svetu, ne, bi potem, pazite, kaj se zgodi, izvedla urgentni proces obveščanja ostalih predelov sveta. To je stvar 1 ure. Še prej. Torej, vsaka država ima SZO pisarno oziroma osrednjo točko. Do sem vse ok. Ampak, trik številka 2. SZO želi ali celo zahteva razširjena pooblastila iz teh osrednjih točk za izvajanje obveznosti, ukolikor se državni delegat strinja z dodatki in dopolnitvami IHR 2005. Te razširitve pa pomenijo, ko se razglasi epidemija, pandemija, vsi nacionalni zakoni padejo, vse zdravstvo nacionalno pade, pride v upoštev samo Vojska. tole. Točka, iz te točke potem prevzamejo komando nad vsemi nami. Vse, cepiti, če ne vojska, šus, moraš, po zakonu. Veliko se je govorilo o različnih amandmajih in skušal se bom pač na 2, 3 tukaj, kolikor se da, če se strinjate, da vam povem te trike, ker je dobro vedeti. Se vam zdi v redu? Ja, ja. Okay. Zelo. Upam, da bo to koristno. No? Pri prebiranju nekaterih amandmajev me je preprosto zmrzilo od hudega. Nisem mogel verjeti, kaj berem. Žal je vse resnično in vse je črno na belem, prinesel sem vam sem. Pa še imam v računalniku, ampak nimam debelejšega zavezati. Tukaj sem recimo zato, da vam pokažem in povem Bangladeš. Bangladeš je predlagal spremembo 1. člena, v katerem sta kratki definiciji. Menim, da obe poznate. Prvi 2 definiciji iz IHR. A veste, kaj je govoril tale naš NIJZ? Oni so dali samo predloge, ali kako se je že reklo, svetovali so neki.
predlagali so. Ne? Priporočila so ja. bila, priporočila so bila. In ta priporočila so, če nisi si dobil kazen, pa je bilo priporočilo. Ja, je bilo. Okay, zdaj pa poslušajte, kaj se dogaja. Ne? Poznamo, trenutna definicija statusa ali začasna priporočila, da je priporočilo oziroma nasvet ZZO ni obvezujoč. To je v 1. členu zdravstvenih IHR 2005 tako piše. Ni obvezujoč. Saj priporočilo samo po sebi to tudi je, ni obvezujoče. Pri tem so prečrtali besedo neobvezujoče. To je zdaj zabavno naprej. Neobvezujoče. V kombinaciji vseh predlog pa je beseda samo prečrtana. Nič kaj drugega, da bi pisalo. In ko ena stvar ni več predlog, pomeni, da postane obvezna. Po vsakem zakonu, po vsaki logiki, potem postane obvezna. Toda, v tem je Malezija, kako so to fajn naredili, pazite, kaj pa Malezija naredila, predlagala in pravijo trajna in začasna priporočila v zvezi s 15. in 16. členom IHR, ker tam imate IHR notor, 15. in 16. člen, naj bodo priporočila implementirana kar se da hitro, urgentno, nujno, emergency. Pričemer pomeni naj bo, shall, ne? Ja, shall, naj bo, po pravni dikciji, 6 let sem rimsko pravo študiral, da ne boste mislili, kako to fino znajo povedati, tudi teologi, po pravni in zakonski dikciji, da je to obvezno oziroma po zakonu. Torej, spoštovani, dragi moji prijatelji, vsi, ki danes tukaj smo, ne širite mojih besed naprej. Lepo prosim, vzemite dokumentacijo, poglejte si na internetu, ki je objavljeno vse, preberite sami. Dokumentu se reče Mednarodni zdravstveni odbor za preglede in revizijo. Jaz vam tukaj povem, črno na belem sem to prebral in zdaj vam tukaj to razlagam. Ob tem, pazite, kaj dalje, so se na srečanju mnogim povzdignile obrvi, ko so rekli, ker sem jaz tudi to tam poslušal, unega arabca, ki je rekel obvezno črtati vse to, pa bomo to tako, v arabski svet je tudi čist drugačna, ne? Če boste menjali definicijo v tem, da se beseda priporočilo zamenja z besedo zakonito, se s tem spremeni kompletna narava. Ne. Ti v prvi besedi poveš priporočilo in je cela knjiga s priporočili. Potem priporočilo črtaš in narediš šal, naj bo, pomeni zakonito, to postane nov zakonik. V celi črti, koliko strani ima IHR 64, se mi zdi. Kompletna narava mednarodnega zdravstvenega pravilnika in posledično narava delovanja celotne zdravstvene organizacije. In to prav tam, čeprav ni zgolj ta mala stvar, je v bistvu sprememba definicije, kateri zatem sledijo sprememba besedila v več in še več in še več in potem v celi knjigi, ne samo amandmaja, ampak celoten konštrukt postane zakon. Ena taka mala sprememba domino efekt naredi. Razumete? In mi se s tem ne strinjamo, ker to ni, ne more tebi nekdo ukazovati, se boš zdaj to tableto pojedel, pa se boš cebal, boš tu lahko hodil, čak malo ustavil se. Ne. Lahko mi reče človek, pridi pomagati, grem, ampak jaz bom za svoje Jaz, če me bo virus, pa da bom fasal, pa če bom neodgovoren, bom jaz fasal, kaj pa tebe briga? Ne? Mislim, gre tle, so zvita naredila, ne? Mi skrbimo za vas. Če torej želite spremeniti jezikovni pomen besede v definiciji izrabo mednarodnega zdravstvenega pravilnika, ni čudno, da so naenkrat vsi v vseh državah zmedeni. In smo zmedeni. Jaz sem bil ful zmeden. Pa se s tem ukvarjam. Priporočilo, pa sem rekel, pa se te ne more za priporočilo kaznovati. Priporočilo v stran, a zdaj bo pa šal. Moraš. A moraš, a pol to že zakon? Ja, pol je to že zakon. Gremo dalje, ker to postaja vse boljše in boljše. Zdaj še le prihaja. Zanimivo. To še ni nič. Zakaj? Ker smo še vedno pri spremembi 1. člena spremenjeno definicijo iz priporočila v zakon. Gremo na 2. člen, ki trenutno definira obseg vpliva in delovanja mednarodnih zdravstvenih predpisov. V tem členu piše, da gre za urgentne ali nujne primere, potem se nemudoma po tej urgenciji aktivirajo mednarodni zdravstveni predpisi. V členu 2 se torej zastavlja vprašanje, kaj je urgentno in kaj je nujno.
Nikjer ne piše, kaj je urgentno in kaj ne. Ne piše in tudi definicije ni, ker ko se zgodi, ugotoviš šele, nikjer ne piše, ali pa če se ne zgodi, predvidevaš. To je tisto, ko jaz tebe vidim na cesti in predvidevam, da si ti vkradel in te prijavim. Sumim. Ob tem spomnimo, da je generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije v mnogih pogledih na nek način diktatorski direktor. In če se on spomni in on reče, obstaja nujen primer, potem seveda obstaja nujen primer, ker je on tako rekel. Če pogledamo, pa ravno to so spremenili. Ravno to so spremenili. Prejšnjo formulacijo v primeru nujnih dogodkov so spremenili v mnogih amandmajih. Torej, iz 1. člena v mnoge druge amandmaje, ki so se prej nanašali na priporočila, naenkrat postanejo zakon zaradi nujnega primera. Z besedilom, okolikor obstaja potencial za nujen primer, potem lahko direktor nemudoma razglasi nujnost v mednarodnem pomenu, to je, tako se imenuje PHEIC, FEIC ali lažni. Lažni. Pri tem, gre za primer, ki je sicer lažen, ampak misliš, da se lahko zgodi. Ne? In to imajo tukaj tako definirano. Pri vsem tem pa želijo ob tem imeti še regionalni direktorje Svetovne zdravstvene organizacije. V SZO, Svetovni zdravstveni organizaciji, obstaja 6 regij. Jaz točno vem, katerih je 6 regij, ker sem se s tem ukvarjal. Ena izmed regij je Evropska unija. Prej sem vam že povedal, če veste, kdo je direktor, kdo je sploh vaš zdravstveni direktor po novem, minister za zdravje, če hočete. Takega nismo volili, zato naš minister v odstopu, ker nima več kaj dela, zato ker je regionalni direktor, nov direktor. In kdo je? Ok, vsi regionalni direktorji so izbrani iz regij, zdaj pa kako jih postavljajo. In ta izbor direktorja na to potrdi še SZO. Se pravi, Evropa se odloči, da bo en zdravnik, ga izvoliti, tako kot mi društvo, ampak potem dajo pa še v Bruselj oziroma v Švico, pošljajo in WHO ga potrdi. In on postane za eno od 6, poleg generalnega, direktor za to regijo. In zdaj on je za to odgovoren. Gotovo, da tega niste vedeli. Ne. No, vse vam nihče ne pove. Glejte zdaj to. Direktorji niso demokratično izvoljeni, zato ga tudi ne poznaš. Ti poznaš, če ti daš človeku glas, ki ga poznaš, ki mu zaupaš, da bo nekaj zate dobro naredil. To niso funkcionarji, nimajo državne odgovornosti do ljudstva, ali sploh kdo ve, kdo je direktor po posameznih regijah, ne bom spraševal, prostite, ker sem malo tako. To so neizvoljeni direktorji ali tujci. Za Evropsko unijo je to dr. Hans Klüger. Je regionalni direktor za Evropo postavljen strani Svetovne zdravstvene organizacije. On je veren, on ima družino. Kako znajo? Lej. Ostalih 5 direktorjev pa za druge regije. Jasno je torej, da želijo potencialne razmere in primere lažirati in uvajati nujne primere in se iz tega vidi, da želijo ljudi tudi, rečeno po domače, zajbavati. Okay? Enkrat bo v Aziji, pa bo cel svet, enkrat se bo v Evropi, pa bo cel svet. Mislim, a veš, na 6 ljudi rečeš, ja, ok, ne. Takšna pooblastila in prej navedene spremembe mednarodnih zdravstvenih pravil razširjajo obseg in možnost tudi samo za širjenje strahu. In to je njihov namen. Ne nehno te držati v šahu in v strahu. V strahu. Ne glede na to, na kjerikoli regiji pride. Samo še to, gremo na 3. amandma. In pri tem branju tega me je še bolj zmrazilo kot prej. Indija je predlagala, da se v 3. členu prečrta polno spoštovanje človekovih pravic, dostojanstvo in svoboda gibanja. Da se to prečrta. Ne velja. Je prav, da zmanjka krava. To lahko v dokumentu preberete in je samo prečrtano. Tudi je noter tudi dokument in je prečrtano, se vidi. Mene je to povsem zmedlo. Nisem mogel govoriti o čem, ali vidim prav, ali pa so se mi na papirju premaknile tiskane črke. Skratka, grozeče, grozno. Toda ob tem sem spoznal, čakaj malo, Mihajl, pa ti si večni optimist, pa vse to je blagoslov, to je tako neverjetna poteza, tako napačna, da ne more biti sprejeta. Govorim, misli. Tako da razmišljam, morda pa tole ni bila slaba poteza, da se nekateri prebudijo iz spanja, kajti vsakdo lahko vidi in vsakomur je lahko jasno, da je ta
absolutno nesprejemljivo za naš prostor, za naš čas in za naše ljudi. Točno tako, človeka postaviti v... Lahko sicer kdo reče v redu, vsega imam dost in vam predam svojo svobodo, dost mi je vsega, tle me imate, evo, dam vam svojo suverenost. Takšne osebe jaz osebno še nisem srečal. Evo, 22. maja 2023, ni dolgo nazaj, je SZA imela okroglo mizo. A ste spremljali? Jaz sem spremljal to okroglo mizo. En Arabcijo je vodil. Srečanje z debato o dopolnitvah pravilnika. Pravzaprav je to okrogla miza, način, po katerem se v Združenih narodih odločajo, kar je še ena neverjetna stvar in bi zahtevala spet posebej študijo o veljavnih takih odločitvah Združenih narodov, a vseeno, jaz tudi ne vem vsega, ampak predstavnik delovne skupine okrogle mize za dopolnitve mednarodnega zdravstvenega pravilnika je iz Saudske Arabije in med srečanjem je rekel, ko me je spet zmrazilo, da moramo in je nujno omejiti človekove pravice, kadar gre za urgentne primere in za nujne primere. Takrat je treba to nujno omejiti. To je izrekel javno pred mikrofonom, vsem prisotnim, kot da je to najbolj normalna stvar. Ok, dopuščam možnost, kot sem že prej rekel, kulture, to možnost za vsakogar, ki verjame v neke človekove pravice, ki so nam dane od stvarnika, razume, da je nujen primer prekletstvo. V mojem primeru je nujen primer avtomatično prekletstvo, ker se mi prikličejo vse od stvarnika dane človekove pravice, svoboda gibanja, izražanja in vse to, kar je, se prekliče. Ne? Če imamo neodtoljive pravice, to so neodtoljive pravice in lahko sodelujemo, seveda, kjer je vsakdo lahko vsakogar prosi za pomoč ali podporo, to naredim, svobodno naredim, seveda pomagam, prostovoljno in sedaj v tem trenutku. Ampak v trenutku, ko mi pa to vzamejo, to se spremeni v ukaz, to je pa potem čist druga pot, druga moč, druga podpora in tega pol več ne naredim prostovoljno. V tem trenutku se to spremeni. Vsa moja morala, vsa moja etika in vse vest postane zatrta, potem je to stvar, ki pri meni ne gre skozi. Če navodila vsebujejo odločitve, za katere se odločam samostojno in mi je to dano kot človekova pravica, da svojim telesom ravnam avtonomno in suvereno, je to čudno. Da nekdo v javnosti izjavi, da se morajo omejiti človekove osebne pravice v primeru nujnega primera, potem z veseljem postanem John Wayne s pištolo. Tako, Ok? tudi jaz. Menim, da bi bilo treba tega Arabca nemudoma odstaviti, umakniti z položaja, na katerega so ga nastavili. Človek s takšnim obnašanjem, s takšno atitudo, s takšno usmerjenostjo ne more voditi skupine, tako pomembne skupine, kot je oblikovanje mednarodnih zdravstvenih predpisov, lepo prosim. Vendar pri tem ne gre le za razglas nujnih primerov v regionalnem pomenu. Tukaj je veliko več. Če na primer generalni direktor SZO oceni, da obstaja zgolj možnost nujnega primera, lahko naredi karkoli se mu zahoče in pri tem ga nihče ne more ovirati ali mu stati nasproti. In to je cela poanta, ali če želite trik, s katerim želi Svetovna zdravstvena organizacija prevzeti svet in ljudi z njihovim zdravjem v roke v korist gigantskih farmacevtskih družb. V končni fazi gre za nabor, gre za nadzor in preko nadzora za korporativni dobiček, kjer smo mi izkoriščeni ljudje. Farmakomafija. Tako. V tem primeru se lahko vrnemo v stari diktatorski Rim, vendar bom to preskočil. Ker tudi tam so pohodili etiko, vest, lastna verska prepričanja, Kristusa postavili na križ, da ne govorimo. In na tak način želijo to zdaj prefinjeno preko SZO vzpostaviti svetovni red in preko računalnikov. Jaz vas bom samo spomnil, če bi se do tega prišlo, kaj nas bi lahko čakalo. Socialno distanciranje, omejitev gibanja, zaprtje javnih To že prostorov, poznamo. omejitev socialnih, sam da ti prekličem spomin, omejitev socialnih stikov, nošenje zaščitnih mask, spodbujanje higiene, omejitve pri organizaciji javnih dogodkov, spodbujanje dela od doma, karantena in izolacija, samozaprtje, testiranje in sledenje stikom s QR kodami, kampanje ozaveščanja, cel dan televizija, virus, drakonskih ukrepov, kot smo jih navedli zdaj, ker sem vam jih malo
se spomnite, a ne, ker ljudje zelo hitro pozabljajo, ki smo jim priče na način, kot jih je smo jim bili priče. To so zaporniške metode, ki jih izvajajo nad kaznenci. Preberite si zakon o Zavodu za izvrševanje kazenskih sankcij. To sem jaz tudi enkrat vam že predaval in je popolnoma isto. Ta IHR, ali pa če pogledaš zakon za izvrševanje kazenskih sankcij, ni nobene razlike. Isto. Še hujše tle, civilnem potem. Ok, zaključen stavek, samo še 2 odstavka sta. Dragi moji, naše društvo je pravna entiteta, ki po svoji sestavi in interesih ni del državne sestave zaradi lastne samouprave, ki jo imamo. Imaš lokalno samoupravo, mi spadamo v drugo samoupravo. Ponavljam, to je v ustavi, jaz se to ne govorim na pamet, tam tako piše. Lokalne samouprave v Republiki Sloveniji so občini, ki spadajo pod državno upravo Republike Slovenije, Društvo za srečno življenje Belis pa z vsemi svojimi člani na podlagi ustave 145. člena in odločitev občnega zbora Društva za srečno življenje Belis uradno zavrača po njihovih zakonih predpise in vse njihove spremembe. Tako je bil moj predlog, zavrnitev pošiljamo v roke generalnemu direktorju Gebrejezusu, Buhasu, IHR 2005, pravilnika v celoti, ki ga je sprejela vaša WHO skladno s členom 22 ustave SZO za zavrnitev ali pridržek, ki je nastal k tem predpisom, in vsem njihovim spremembam pošiljanje znotraj določenega roka, ki je 18 mesecev, to vam pošiljamo znotraj roka. Društvo za srečno življenje Belis generalnemu direktorju na podlagi odločitve občnega zbora, ki bi ga imeli zdaj v kratkem času, ne, danes je informativno, in pa da je prepoznavno, da rečeš, oprostite to, in oni morajo obvestiti vse točke IHR, ker zdaj imajo točke, zdaj vemo, da jih imajo, vemo, da lahko obvestijo, in znotraj točka državo obvesti vse tiste, ki ti bi hoteli nagajati, pa te cebeti, pa preganjati. Slučajno, ko to vidite, veste, da je untouchable. Are you sure? Are you sure? I'm sure. Tako da, dragi moji, za zaključek ali pridržek k tem predpisom oziroma k njihovi spremembi IHR 2005 znotraj 18-mesečnega obdobja vam to pokličemo, priklicujemo in tukaj sta ta 2 člena, na podlagi katerih tole zavračamo. 61. člen zavrnitev in 59. člen začetek veljavnosti znotraj 8. In po izteku tega 18-mesečnega roka nihče se več ne more pritožiti in nobena pritožba več nima učinka. 4 mesece imamo časa, hvala za posluh.